Ste spremljali včerajšnjo oddajo, ko smo govorili o zavednem pa nezavednem delovanju? No, danes gremo korak dlje. A veste, da imamo v Sloveniji gospo, ki je jasnovidna in za nekatere morda celo z nenavadnimi darovi. Vidi v nevidne svetove. In veste, da lahko pri kanaliziranju sporočil zazna celo zapise naše duše. Kaj pa piše pri nas? To vam nas bo res zanimalo. To je gospa Irena Debeljak, sicer pa je seboj pripeljala tudi izvajalko treningov, to je gospa Sabina Hafner. Dober dan. A tukaj okrog nas vi vidite številke pa besede in nekaj piše in me lahko preberete ali kako, malce šale. Ja, če bi se tega lotile na ta način, Ja? seveda se da marsikaj prebrati, ne sicer v številkah, ali pa tudi, ampak vsekakor ja. Če se midve poveževa, Ja? se takoj začne pojavljati nek zapis, torej tisti, ki ga iščeva in je v tem trenutku za vas najbolj aktualen. Kaj pomeni? Kaj vam moja duša vam sporoča? Torej, v bistvu, moja duša vam nekaj pove, ne? Če tako si predstavljam, če imate dušne zapise. Lahko rečeva tudi Ja. tako, ja. V danem trenutku, ko se nekdo odloči, da pride na branje dušnega zapisa, se vse tako nekako organizira, če tako rečem, da pridejo do vas tisti podatki, ki so za vas najbolj pomembni. Aha. Se pravi, da duša sporoči, če tako rečem, in vaš višji jaz, tisto, kar je dobro, da slišite, kar je dobro, da zveste in kar je nekje smernica potem za naprej. A ste slišali, torej danes bomo med drugim govorili o dušnih zapisih, pa dovolite, ne, da že takoj na začetku podam telefonske številke, ki si jih lahko tudi sami pribeležite, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, vas bo po oddaji lahko naša gostja tudi poklicala, zatorej se vam bodo zdaj izpisale telefonske številke. Torej, za dušni zapis, če bi tudi vi radi spoznali, kaj vam vaša duša sporoča, je številka 031 577 551. Sicer pa bomo govorili tudi o osebnih treningih, si boste pribeležili telefonsko številko ali pa enostavno pokličete na našo številko 01 589 6636, pa samo pustite vaše podatke in vas bo naša gostja poklicala nazaj. Dušni zapisi. Kaj potem v bistvu konkretno lahko pomagate ljudem? Kaj, naprimer, če pridejo k vam, kaj pridobijo? Ljudje ponavadi pridejo na zapis, kadar se znajdejo v življenju v neki situaciji, ko iščejo nek odgovor. Ali pa se znajdejo v trenutku, ko bi radi naredili eno spremembo, pa ne vejo kaj. Z eno besedo so nezadovoljni, Ja? nekaj bi radi, pa ne vejo, torej v kakšno smer bi mogoče usmerili svojo energijo, ali bi naredili spremembo v kakšnem poslu, recimo, to jih veliko zanima. Ali pa nasplošno se jim nekaj dogaja in ne znajo razbrati točno kaj. Ne? To se pravi, so lahko čisto v enem takem fizičnem slabem počutju, psihičnem slabem počutju, imajo pač neko mogoče obdobje, ki je zahtevno z večjih razlogov. Ne? To se pravi, dušni zapis jim da razlago. Aha. Kaj vse je na podzavesti prisotno, da je zdaj to stanje tako, kakršno je. Ne? To se pravi, razbiramo pretekla življenja, vkolikor so le ta potrebna, da jih razberemo. Če so recimo nekako vplivna na zdajšnje življenje, sicer ne. Se pravi, takoj, ko se nekdo usede, se pojavi takoj kakšno življenje, ki je tisto transparentno, to se pravi, se odseva v to življenje. In nekako ga živimo lahko rečem celo vzporedno. In ljudje potem, ko zvejo, kaj se jim je takrat mogoče v neki preteklosti dogajalo, vidijo, da se jim pogostokrat dogaja tudi zdaj v tem življenju podobno. In ko zavestijo določene vzorce ali pa recimo stvari, ko so se jim dogajale, gre potem lahko nek proces naprej. To se pravi, se od nečesa osvobodijo, nekaj spremenijo, nekaj spregledajo, nekaj dojamejo in to je potem avtomatično poriv naprej, če tako rečem. Ne? No, mislim, da našim gledalcem ni potrebno posebej govoriti, kaj je kanaliziranje, glede na to, da veliko govorimo o tem tudi v naših oddajah. Ampak poglejte, ravno včeraj smo imeli temo o treningih. A ne? Veliko je teh treningov, gospa Simona jih izvaja, a ne? Sabina, je pa tako, da kaj se pa potem vaši treningi naprimer razlikujejo od tistih, kar smo včeraj govorili in od ostalih? Kako si pomagata med seboj? Ko enkrat človek pri Ireni skozi dušni zapis zve, zakaj gre pri njemu, zakaj se mu določene težave pojavljajo, zakaj mogoče
ne pride ven iz neke točke mrtve. Takrat s temi podatki, ki mu jih razkrije Irena skozi dušni zapis, pridejo k meni in jaz sem tista na začetku gonilna sila, da človek dobi nazaj voljo do premika, ker ko si ti enkrat zataknen v neki situaciji nemoči, takrat je najbolj nemogoče se premakniti, ker je težko pričakovati, da ti bo okolica pomagala, tvoji bližnji so vsak v svojem nekem filmu. Takrat pa jaz kot trener nastopam, da pomagam z določenimi pristopi, na določenih nivojih človeka spraviti spet nazaj do volje in potem do dela, do premikov, da gre ven iz rutine, da se mu sploh kaj spremeni. Ampak v bistvu imate dodano vrednost treningov, glede na to, da imate vpogled v nevidni svet, ki jih mogoče kdo nima, ne? Vsekakor. Jaz bi lahko rekla, da če bi se sama ukvarjala s tem, da bi ugotovila, kaj delati na človeku, bi rabila prvo cel postopek dosti časa, da bi sploh njega razumela in videla, kam hočeva. Tako pa on pride že s podatki, kaj točno rabimo, na katero, ne vem, na čustveno telo, na mentalno telo, kje je on v bistvu obtičal. Tako da imamo že dodano vrednost vsekakor s tem, da on meni prinese, takole pa takole smo se pogovarjali, delajmo. Jaz sem pa potem gonilna sila, da se spreminjajo stvari. Ja, včasih se zgodi, veliko pač poslušamo, da moramo nekaj spremeniti, potem pa ne znamo. Pomeni, potrebujemo treninga. Ja, to je tisto, ljudje, marsikdo še voljo mogoče da ima, ampak ne ve, kako bi se premaknil, oziroma sam sebe preganjati je najtežje. Se pravi, že tiste čisto osnovne stvari, danes nama je rekla, gospodična Kanajoličla je rekla, samo kozarec vode, limonade sem rabila pol leta, da sem ga zjutraj, ko sem vstala, se navadila piti, ker je vedela, da je to dobro za zdravje. To se pravi, taka malenkost in jo ne moreš usvojiti kar tako. Tako da veliko hitrejš in sploh lažji so premiki z nekom, ki ti je nekako priganjalna sila. Ti reče takole pa takole in se začneš premikati. Bomo govorili še o samih treningih, ampak gospa Irena, sami ste rekli, da se preko branja velikokrat vidi, ali človek dejansko živi svoj osnovni potencial ali ne. Kaj pa, če mislimo, da ga živimo? Ja, največkrat se srečujem z ljudmi, ki vedo, da nekaj ne gre v pravo smer. To se pravi, da nekaj ne gre, ne teče. Da so na mestu obtičali. In redko kakšen reče, jaz sem pa v tem, kar počnem, pa res zadovoljen. Največkrat v bistvu je tisto, ok, delam nekaj, kar pač delam, recimo, da sem sprejel to, da delam, mogoče tudi z veseljem, ampak ni pa to tisto, v čemer bi se izrazil. To se pravi, ali eno stvar, da delaš, ali pa se v tistem res izraziš, je prej lahko velika razlika med temi dvemi stvarmi. Ojoj, kaj pa opažate, s čim pridejo? Vemo, kaj delamo? In ali izražamo potenciale na splošno? Zelo malo. A res? Ja, zelo malo. Ker ljudje največkrat delajo nekako tiste stvari, ki pridejo v njihovo življenje potom nekih slučajev, rečem lahko. Se pravi, se znajde, ne vem, v eni šoli, ki so jo zbrali po enem ne slučaju, ker slučajev ni. Ampak nekako potem po tistem, kar so pridobili nek poklic, iščejo zaposlitev, se znajdejo v nekih, recimo, službah, ki so jim več ali manj, saj po mojih izkušnjah, dosti take, malo službe, da je res takih dinamičnih. Veliko več ali manj, lahko rečem, so službe, ki ljudi nekako ne izpolnjujejo. Redki pa res najdejo izpolnitev v svojem poklicu, to se pravi v tistem, kar počnejo. Aha, ste slišali. Imate tudi vi željo, da bi naredili kakšen premik oziroma da bi slišali, kaj vam sporoča vaša duša, živite vaš potencial, za katerega smo tako slišali, da ni nujno, da je tisto, kar vas osrečuje. Kje ste še dobri? Lahko pokličete torej našo gospo Ireno po oddaji oziroma si boste vzeli čas in organizirali in pokličete jo na 031 577 551, torej številka je zapisana na zaslonu. Gospa vas bo poklicala nazaj, vam še kaj več povedala, pol ure oddaje je veliko premalo. Tukaj gre seveda za določene kanaliziranja, mogoče za stvari, ki jih nismo ravno vajeni, ki jih
slišimo prvič, pribeležite si številke, lahko tudi našo, pa pustite podatke in vas bomo poklicali nazaj, oziroma vas bo naša gostja na 01 589 6636. Tako da ja, to je nekaj, kar nam lahko koristi in pomaga. Ampak, a veste, da marsikdo starejši reče, ko govorimo o tej osebni rasti, ja, starega psa ne boš naučil novih trikov, ne? Ali kako? Zakaj bi se nekaj učil, če pa vi mladi delajte na sebi? Kaj odgovarjate takšnim? Nikoli ni prepozno. Ja? In ljudje, ki prihajajo k meni v malo bolj zrelem obdobju, so lahko šele takrat nekako pripravljeni, da naredijo eno veliko spremembo, da začnejo delati stvari, ki so jih mogoče postavljali na en stranski tir, s katerimi se niso ukvarjali. K meni prihajajo ljudje, ki so starejši in začnejo potem, ko zvejo, kje so njihovi potenciali, pisati knjige, potem velikrat ali risati, recimo, ali hoditi na kakšne tečaje, ali pa plesati. Ženska, recimo 60 let, se je vpisala na balet, recimo, ker je bila to njena taka velika želja. Ne? In tako da velikrat se zgodi, da ljudje potem, ko imajo dosti časa, pa seveda tudi z eno spodbudo, ker si potem šele upajo reči, wow, a to lahko delam, to se pravi, nisem prestar. Ne? Ja. In ravno v tem smo midve tako nekako kompatibilne, ker ljudem prebujava ta ogenj. Ja. To se pravi, rečeva jim, zmorete, zakaj se ne bi česa lotili, in jih nekako spodbujava k temu, da odkrijejo svoj potencial v tem smislu unikatnosti. Jaz namreč izrazito poudarjam, smo unikati. Se pravi, ne rabite se kopirati po nekomu, ampak probite čutiti, kaj je res vaše edinstveno. In verjamem v to, da obstaja cel kup enih poklicev, ki niso tako uradno, recimo, temu priznani, ampak so tako unikatni, da v tistem res lahko izražaš vse, kar si. In s tem se midve velikokrat srečujeva. To se pravi, da ljudem probava približati, kaj je res tisto za njih posebno. Ne? Se pravi, ne nek splošen poklic, ampak nekaj, kar se pa res ujema z vsem, torej potenciali, talenti, vrednotami, karakterjem, da res zažarijo v tistem. Ne? Kar izvolite. Jaz sem pa hotela dopolniti samo še to. Včasih je pa tako, da človeka prisili situacija, da se je primoran spremeniti. Včasih pride do bolezni, včasih pride do kakšnih razdorov družinskih, do smrti, do česarkoli takega, kar si ne bi želeli. In takrat so se pa ljudje primorani tudi če pri 60 ali pa kasneje spreminjati. In potem vidijo v tisti fazi, da vse življenje, ki so ga imeli za sabo, je bila mogoče neke vrste laž, ker so živeli svojo okolico. Ampak tega niso vedeli. In tako potem na mojih treningih in jasno tudi pri Irini zapisov zvejo, da niso živeli sebe. In v teh zrelih letih začnejo živeti res, tako kot je rekla Irina, od flamenka do ne vem kaj vse jih dobesedno porinemo, da začnejo spoznavati, pa se to mi je pa všeč, tle se pa najdem, mogoče bi pa jaz to bila, če bi sebe poslušala in tako naprej. In skozi to zažari, skozi to začne človek spet poslušati svojo dušo mogoče, ne? Da ni tisto neko klasično naučeno vedenje in življenje. Kako se imenuje ta trening, če bodo gledalci kaj pogledali tudi po internetu? Ta trening se imenuje Modri diamant. Ja. V tem treningu delujemo, se pravi, delam na čustvenem nivoju, na mentalnem nivoju, domišljijskem, v preteklosti in prihodnosti. Se pravi, z vsemi temi 5 elementi se, bom rekla, tako kot ste vi prej rekla, je premalo časa, da bi vse to opisala, mogoče kdaj drugič, ampak ravno to, da omenimo, da so vsi te, zdaj sem omenila 5 krakov, izredno povezani, pomembni. Če si v čustvenem kraku, zdaj sem že malo omenila, da je to krak kot zvezda, če si preveč v enem kraku, potem nisi v središču svojem. Tako, kot smo rekli, ne? Gospa, ki je prišla do točke, da je videla, da je srečna nekje, se pravi, živela svojo dušo. In mi pa nekako stremiva k temu, da pripeljava človeka nazaj v to, kar on v bistvu je. To je pa tle v središču, ne v čustvenem svetu, kjer si ubogi in si vse možno nekih čustvenih spektrov, ki niso zdravi, ne? Če so preveč pretirani, in v mentalu in tako naprej, da ne grem preveč v globino. Se pravi, smiselno je potiskati človeka nazaj v središče. Tam, kjer pa lahko izhaja iz sebe in je kreator. In zato si srečen, če si kreator. Ampak vsi pa verjetno niso pripravljeni iti potem na treninge, ampak je dovolj potem že dušni zapis, ne? Kot takšen. Nekaterim je ta informacija dovolj. Ja. Ampak velika večina pa potem reče, kaj pa zdaj?
To se pravi, zdaj vem. Aha, to se pravi, imam tukaj blokade, to imam zaradi tega, imam te vzorce, imam ta prepričanja, imam morda celo kakšne vplive, kot so recimo, to je malo taka težka beseda, ampak recimo kakšne prekletstva v roki, ki se tudi prenašajo recimo iz rodbine ali pa pride iz okolice, kakorkoli. In zdaj bi pa jaz rad nekaj spremenil, ne? Ker nekateri ljudje se znajdejo v nekem začaranem krogu. Ja. In ko vejo, kaj je vzrok, zakaj so se znajdli, si večina želi iz tega priti ven. Tako da, kar lahko rečem povprečno, imajo interes, da nekaj naredijo še naprej. Ker sam zapis jim ne odpravi teh vzrokov. Ne? Spravi, treba naknadno potem nadaljevati. Pravite pa, da v bistvu se lahko nečesa tudi oklepamo, v bistvu tukaj ne vidimo teh energij, mogoče ali govorimo o podzavestnem ali o čem drugem, da ne realiziramo stvari, imamo idejo, ne, da bi šli, naprimer, če so zdaj pri plesu, ne, ampak ne gremo. Ja. Kje je vzrok? Človek ima veliko predsodkov, veliko strahov, veliko enih zadržkov, ki niso naravni, ampak prihajajo iz vzgoje, iz okolice, iz nekih ustaljenih prepričanj, v katerih živi. Velika večina ljudi se srečuje torej z nekimi, mogoče tudi Slovenci še posebno, z nekim sramom pred tem, da bi se izpostavili, da bi naredili nekaj drugačnega. Ne? Ljudje prihajajo k meni, ki jim je narodno v kakšnih vaseh, če se izpostavijo, da grejo teč ven, recimo, da že malo, da kaj si bodo ljudje mislili. Slovenci zelo postavljamo sebe v tem smislu, oziroma svoje mnenje, kaj si bodo zdaj mislili o meni. To se pravi, tisto, kar rečejo drugi, preveč povzamemo in si s tem ustvarjamo tudi svojo podobo v sebi. Imamo malo to šibkost, ne? In to je tudi tisto, zakaj rabijo ljudje toliko spodbude, ker mislijo, da ne morajo, da ne smejo, da ni možnosti imeti se drugače v življenju. Ne? Ja, ampak ni enostavno, ne? Sploh pa, če ste verjetno omenili, ne, to v bistvu govorjenje, ne? Verjetno ni prijetno slišati nekaj, kar pa te postavlja v slabo luč ali pa da se pogovarjajo, kaj pa je ta naredil. Ne? Ja, se ravno ta strah pred izpostavitvijo je kar močno prisoten. Ker marsikdo bi šel ali v kakšno dejavnost, recimo samostojno, ali karkoli bi naredil, kar je nekje izven te osnovne rutine, pa se torej tega nekako boji, ne? Torej izpostavljenosti. V tem smislu, kaj bodo zdaj rekli, a bo to v redu. In tako jaz kot Sabina, mogoče tudi ona lahko kaj o tem pove, ker ima tudi svoje izkušnje, ne? Kako ljudje res rabijo spodbude ogromno, no? Da te korake naredijo. No, vi potem delujete pač z njimi. Koliko časa, naprimer, traja trening? Če se odločijo za trening, da bi nekaj spremenili, koliko časa delate z njimi? To je malo tako nehvaležno vprašanje, ker me to tudi ljudje sprašujejo. Koliko časa bova rabila, da se bojo kakšni premiki, jasno, vsak pa to vpraša. Ne? Je pa tako, da bolj ko je človek sam tudi aktiven in da si želi, da njegova želja že v štartu večja, potem jaz dam določene naloge za domov, ker tista urca treninga ali pa urca pa pol, odvisno od situacije, pri meni je en del, potem pa ti spreminjaš v realnosti, greš domov in moraš spreminjati rutino, moraš spreminjati svoje misli, moraš iti v pozitivizem, če hočeš nekaj spremeniti. Se pravi, je veliko teh nekih faktorjev še potem potrebno početi. Ne? In zdaj bolj, ko je človek aktiven še v tem vmesnem času do najnega naslednjega treninga, hitreje se premiki poznajo. Pri nekomu je v 2 mesecih totalni razcvet, recimo. Ne? Nekateri pa hodijo tudi že po 1 leto, ampak zato, ker čuti, da gre še globje in tako. Tako da je stvar toliko individualna. Ne? Razumem, ja. Je pa res, da sem imela po enkratnem treningu, naprimer, tak močen premik, da je ženska razmišljala recimo o zelo temnih mislih, ne? Zelo bila že na robu, da ne bi več rada živela in tako naprej, pa se je premaknila po enem treningu. Ne? To se pravi, se da tudi neko iskrsko užgati samo zaradi tega, ker jo mogoče jaz predam njej. To se pravi, ne gre za čas, koliko časa on rabi, ne? Ampak zgolj koliko hitro bo tisti klik se vzpostavil, ne? Da bo človeku prebil. No, če bi radi naši gosti kaj več vprašali, jih pokličite na telefonsko številko, ki so zapisane na zaslonu. Za seveda več informacij, torej za to navadno številko, pa lahko pustite svoje podatke, pa vas boste poklicali nazaj. Torej, danes govorimo o dušnem zapisu, kaj naša duša sporoča, kje bi lahko živeli svoje boljše potenciale. Če pa ne vemo sami, kako torej priti do teh stvari, pa nam pomaga tudi gospa Sabina, torej na treningih.
Ta dušni zapis, ne, je v bistvu tako, ne, malce nenavaden. Kdaj pa ste vi videli ali pa dognali, da imate ta poseben dar? Pa ravno, kako ste vedeli, da govori duša? Ne pa, naprimer, nekdo, ne vem, ki sporoča druge stvari, ne? To, da vidim ali čutim nekaj drugače kot ostali, sem vedela že zelo zgodaj. Ker sem o ljudeh enostavno vedela več, kot so povedali oziroma kot je bilo na prvi pogled. Jaz sem enostavno jih prebirala že zelo zgodaj, v tem smislu, da sem vedela, kakšen je njihov karakter, a so iskreni ali niso, ali kakšne imajo namere, ne? To je bilo dostikrat zelo zahtevno za mene. Se pravi, ta dar je bil že zelo zgodaj prisoten. Potem ta povezava z drugimi biti, to se pravi, recimo temu dušami, z višjimi svetovi, z palčki, škrati in tako naprej, tudi to je bilo recimo že zgodaj prisotno, ne? Ja. Potem sem pa to razvijala in za mano je kar taka zelo, lahko rečem, intenzivna šola, preko katere sem prišla potem do tega, da sem lahko vstopila prav konkretno v dušni zapis. S tem, da to seveda ni šola na neki taki fizični ravni, ne, ampak duhovna šola, kjer so me vodili duhovni pomočniki. Ja, je jasno, če mojstri, kanalizirate, ja. Ja, in mi hkrati tudi dajali dovoljenje. Tako da to je bilo dovoljenje, ki sem ga dobila, lahko rečeva, iz višjih svetov. Tako da vstop v Akaša zapis ni tako pogosta stvar, ne. To se pravi, Akaša. tako, ja, to je ta zbirka, če temu rečeva po domače, vseh informacij, ki so o sami duši. Tako da o enemu človeku je možno večkrat vstopati v zapis in velikokrat se lahko razbira o preteklosti, o izkušnjah, o tem, kakšni torej so bili ti talenti, darovi, kaj je človek počel, zakaj je prišel na zemljo, ne? To je recimo tudi tisto mogoče izhodišče, kaj je misijska duša, ne? Misijske duše so prišle več ali manj z namenom, da bodo nekaj pomagale zemlji, ne? Mogoče zemlji, mogoče ljudem, naravi, komorkoli, ne? In misijske duše so tiste, ki so najbolj občutljive, najbolj senzitivne, najbolj doživljajo te, če temu rečeva, energije, ne? Ja. In imajo v življenju največkrat tudi največ težav, zato ker so manj nekako prizemljene. Bistveno bolj so tako torej odzivne na stvari, ki se dogajajo v njihovi okolici, tudi stiske, ne, nazadnje, ne. In misijske duše imajo torej eno bolj tako, če temu rečeva, duhovno poslanstvo, ne. Potem so pa druge vrste duše, ki so pa dosti materialistične, ki pa usmerjajo v svoj fokus v to, kaj bodo imeli, kako bodo dosegli neke fizične cilje, materialne cilje, ne. In jim je to več ali manj fokus. To se pravi, je to taka velika razlika med enimi in drugimi. Dostikrat se celo v družini zgodi, da je recimo nekdo zelo navdihnen v tem smislu, to se pravi duhovnem, pa mogoče tega ne imenuje tako, ne? Niti ne ve, kaj točno, ampak je izjemno odziven, torej senzitiven, čustven na nek način, ne? Drugi pa zelo tisto prizemljeno, ne? Samo tisto, kar otipa, kar nekako lahko nekako določi, ne? Je takšen ne bo prišel k vam, če mu je takšen ne bo prišel k meni, ja. Jaz se več ali manj ukvarjam z misijskimi dušami in zato, ker tudi take v tem času, ki ga zdajle živimo, se najbolj počutijo mogoče zmedene, ne? Ker toliko se stvari spreminja tudi v samem, ne samo v svetu, jaz govorim bolj v svetu energije, ne? In težko je zdaj vse te spremembe sproti dojeti, se na njih prilagoditi. Tako da v tem času je potrebno ogromno ene spodbude, pa predvsem tudi znanja, kako živeti v teh razmerah, ker je tudi ogromno nekih vplivov, ki take duše, ki so misijske, poskušajo nekako kar mal dati na en stranski tir, ne. Še vedno je ena taka prednost v našem življenju, da ustvarjamo nekaj fizičnega, ne. To, kar je pa malo bolj duhovno, se pa velikokrat majčkeno tako celo zviška gleda, ne. Ja, ja. Ampak pri nama ljudje najdejo to spodbudo, da so te duše v bistvu v redu, da niso slabe, ne. Ker dostikrat se taki ljudje, tako, počutijo slabi, ne, in rečejo, imam nekako, vse mislim, da sem najslabši, ne, ker sem drugačen. Midva jim pa razloživa, zakaj so drugačni. Kaj je tista, in da je v redu, da so drugačni, sam, da se ne naučijo uporabljati to drugačnost v neko višje dobro, ne, če temu tako rečem. Gospa Sabina, lahko vas vprašam tukaj, a ste se vi, preden ste se začeli ukvarjati z modrim diamantom kot treningom takšnim, kdaj srečali
s temi nevidnimi svetovi in konkretno z dušnim zapisom? Čisto tako. Ja, seveda. Ja, ne, preden ste spoznali njo. Ne, ker Ireno poznam pa že zelo dolgo, tako da sem imela to srečo, da sem lahko že pri njej se s tem spoznala. Prej pa ne. Ampak to so že leta. Ja, to ja, ne, zdaj je leta, ampak ja, dobro, ne, kaj pa predtem, ne, verjetno pa ne, in potem ti pride ena takšna tema naproti, ki samo, wow, to obstaja, ne. Ja, v resnici, ampak meni je to prihajalo postopoma. Tako kot se je ona razvijala, tako sem se jaz mogoče na drug način, ampak mi je postopoma to postajalo domače in znano, tako da mi ni bilo tako šokantno, kot danes, kad se enemu reče, pa ne ve čisto točno, kam bi to dala. Ja, seveda, ne? Pač ja, nekateri še poznajo še druge globine, gledalci veliko tudi spremljajo, ampak ne pa vsi, nekateri so novi, slišijo o stvarih tudi prvič, ne? Jasno. Ampak kakšna pa je potem, torej, samo tole razlika me še zanima, ko govorimo o kanaliziranju, z nepozetnimi angelčki in s temi stvarmi, kakšna pa je potem samo ta razlika še pri vas? Torej, moja duša govori vam, ali vam v nebozet, ali pa pač nekdo, duhovni vodja, bere zapis pa vam predaja? Ne, rada bi razumela. Ja. V bistvu to je zelo težko razložiti v parih stavkih, ker me dostikrat sprašujejo, ti vidiš, a ti prebereš. Jaz imam preprosto dar branja. Poleg tega, da berem, to se pravi, kot da bi odprla eno knjigo, če si predstavljaš, dobivam zraven tudi slike. To se pravi slike, uvide in hkrati tudi lahko rečem, doživljam človeka, ne? In zato ga tudi lahko, na nek način ga tudi se z njim poistovetim v enem delu. In zato ga lahko tudi preberem, tudi na osebnostni ravni. To se pravi, tako, kot se on zdaj nekako odraža v svojem življenju. Ne samo tisto, kar je na ravni njegove duše, čeprav je tisto najbolj nekako aktualno. Ne? A se kdo ustraši, ko poveste, kaj delate, pa ga je strah, oziroma naredi tako? Ja. Kaj pa mislimo včasih, da smo dobri, da delamo dobro, verjetno pa duša ima zapise drugačne. Ja, kaj pa je v tem primeru? Velikrat je tako. Velikrat mi mislimo, da smo najboljši, celo da delamo vse dobro in da delamo recimo najbolj optimalno, ne? Ampak se izkaže, da ni čistko. Ogromno te dobrega, ker mislimo, da je dobro, pripelje lahko tudi do kakšnih težav. Kot je tega, da recimo mene za nekoga preveč skrbi. In potem hočem preveč kontrolirati, kaj se s tem človekom dogaja. Ne? In ga skozi preverjam, a si v redu, a je s tabo vse dobro. Ne? In ga 10-krat lahko v službo pokličem, primer, če sem je žena. Ne? In to je lahko naporno. Ne? Ampak jaz imam še vedno občutek, da delam nekaj dobrega, ampak v končni fazi ni. Ne? V končni fazi je to pol breme za tistega človeka. Se pravi, da veliko stvari, ki mi mislimo, da jih delamo dobro, izhaja tudi lahko iz nekih naših, lahko rečem, strahov. Ali iz naših pretiranih skrbi. To so matere do otrok pogosto. Se pravi, vse v občutku delam dobro, ampak kako pa to potem izpade v praksi, je pa druga stvar. Tako da tudi to je treba dati pod vprašaj. Je res vse, kar mislim, da delam dobro, tudi res dobro? Se tudi vam tako zdi? Pribeležite si še vse 3 telefonske številke, namreč imamo tudi navadno številko, kamor nas lahko vi pokličete, pa pustite svoje podatke in vas gostje pokliče nazaj, ali pa izkoristite prav osebne telefonske številke, si jih pribeležite in sami pokličete in še kaj več povprašate. Torej, če želite vedeti, kaj se dogaja v vaši podzavesti, kaj vam sporoča duša. Tukaj imamo torej gostjo, ki se ukvarja z branjem in potem z gospo Sabino, ki vam lahko pomaga pri sami realizaciji in da gremo naprej proti ciljem ali pa mogoče proti stvarem, ki si jih želimo, pa jih ne udejanjimo. Točno tako. Jaz bi res tukaj poudarila, da ko midve združimo moči, da res ljudje v dosti hitrem času naredijo nekaj, kar prej niti v sanjah, niti niso upali pomisliti. In to naj vedno tudi navdihuje, da potem spodbuja oziroma da razvijava stvari naprej. Ne. Tako da v sklopu tega najnega delovanja imamo tudi različne delavnice, več takih stvari, ki so potem tudi skupinam namenjene. Ne. Se pravi, nekaj je individualnega, nekaj pa potem tudi skupinskega. Pomeni samo, naši gostje lahko, če imajo seveda internet oziroma dostop, pišejo gospa Irena Debeljak, včasih je bila Lovše, a lahko povem? Tako. Ja.
pa najdejo tudi vašo spletno stran in vse. Ne? Tako. No, drugače pa, da ne boste brskali, pribeležite številke, upam, da ste si jih, lahko pa nas zmeraj pokličete, pa vam podamo tudi mi potem še naprej informacije. Torej, pokličite, pustite telefonsko številko, pa vas bo naša gostja poklicala nazaj. Seveda pa se vama zahvaljujem, da ste z nami delili v bistvu tudi ta malce drugačen zapis, ki ga nismo vajeni. In glede na to, da govorimo, kako je potrebno delati na sebi. Ravno kar je gospa Irena omenila tudi ta primer, kako mame dostopajo do otrok. A veste, da bomo jutri govorili o tem, kako podati kritiko in kako jo sprejeti. Ne, ste tudi vi kdaj jezni na koga, pa bi mu želeli vse povedati v obraz? Jutri se bomo naučili, kako to storimo, da nekoga ne užalimo. Sicer pa vas zdaj predajam Špeli, ki se ukvarja s pranoterapijo in vam lahko tudi pomaga odpravljati razne blokade in vam povrne še tisto energijo, če vam jo primanjkuje. Se vidimo jutri.